Tinkara iz Bepop z mano v oddaji Radioaktivno, lepo zdrav. Lepo zdrav, čau. Se vrača Bepop ali se vrača Bepop Ladies? Ja, v bistvu mi smo še vedno Bepop, ampak na Instagramu imamo pa res ta nickname, kako se temu reče, Bepop Ladies in se je kar prijel, no, tako da nas tudi veliko ljudi zdaj kliče Bepop Ladies, ker smo zdaj samo 3 ženske in nam tudi paše, tako da ali Bepop ali Bepop Ladies, oboje nam je okej. Fanta ste potem pustile doma? Ja, Simon se ni odločil nadaljevati to kariero, nekako se ne počuti več na odru tako fajn kot me 3, ampak nam je dal pa zeleno luč in nas podpira, bil je tudi že na našem nastopu, tako da smo ostali prijatelji, tako že tudi prej vseh 18 let. Drugače pa ste članice zelo aktivne? Ja, zelo aktivne na vseh področjih, imamo tudi 6 hčerk, evo, tako da zelo okupirane in v družinskem življenju in vsaka s svojimi projekti, ampak zdaj mislim, da je vsem 3 primarni projekt Bepop, ki ga bomo zdaj furale ta komad čez poletje in se veselimo vseh nastopov, zdaj se je glih odprl do 500 ljudi, ne, tako da upamo, da bo kak nastop, kakšen festival in kaj drugega še. Zato ste si sedaj rekli, daj se nasmej. Ja, samo to Slovenija zdaj rabi pozitivo in verjamemo v moč pozitive, v moč nasmeha in širimo dobro voljo. Že od nekdaj ste tudi vse 3 nasmejane? Ja, to pa mislim, da je kar naš zaščitni znak. Je potem skladba napoved vrnitve ali le kot neki single izlet? Vrnitev je že bila lani v septembru, ampak je bil bolj taka nostalgična vrnitev, pa smo mislili par špilov, malo da obudimo nostalgijo, ampak se je že po prvih nastopih pokazalo, da je povpraševanje po naših nastopih zelo veliko, da so željni naši poslušalci tudi novih komadov in tako da jaz mislim, da je to prvi v nizu novih komadov, mislim, da ni to zadnji. Tinkara, koliko pa se je spremenila glasbena scena od takrat, ko ste pričeli, pa do danes? Pa kaj pa vem, no, mislim, ne morem reči, da se je kaj veliko spremenil. Jaz, če gledam skozi svoje oči, svoje izkušnje, se mi zdi, da smo zdaj vse 3 bolj izkušene. Tudi ostali glasbeni kolegi se mi zdi, da z drugačnimi očmi na nas gledajo, bolj tako spoštljivo, vejo, da smo že odrasle ženske, vemo, kaj hočemo. Tako da se imamo zelo fajn, no, tudi takrat smo uživali, ampak zdaj, če sebe gledam, pa zdaj še bolj uživam na odru, se mi zdi, da sem bolj sproščena. Skladba Daj se nasmej dobi tudi svojo video podobo kaj kmalu? Ja, čakamo, zdaj v ponedeljek gre spot ven, tako da se zelo veselimo, posneli smo ga pa v bližini Ptuja, na Mestni vrh nad Ptujem in bo zelo lep izdelek, se mi zdi. Bomo ga potem lahko videli na YouTubeu, skladbo bova sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato daj se nasmej. Ja, lep pozdrav vsem, uživajte v poslušanju. Spet hitim, pred mano je dan in spet živim za isti plan. Sprašujem se, če je kdo še tu, da mi pomaga najti moj pogum. Pride dan, ko se narobe gre in ko od sebe oddaljim se spet, pa gotovo v glavi govori, jaz raje rečem si, tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Včasih breme zdi se čisto odveč, ker za trenutek v mislih je preveč, a čisto vsak od nas to kdaj doživi, vsak ima možnost, da zapoje si. Jaz ne bežim, jaz ujamem dan, če tudi zdi se, da moj trud je zaman, pa to srce res ne govori, zmeraj rečem si, tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, se bo okej, tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej,
se zdi ti, da rešitve ni. Poglej življenje z drugačne strani, vedno dati to, kar si želiš. Zmeraj reci si, tudi če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej. In tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tudi če imaš slab dan, daj se nasmej. Dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. V sebi čutim, da še boš